Medijstvo z Marijo Verdinek. Živjo, moje ime je Marija in sem medij. Tokrat zate odgovarjam na naslednja 4 najpogostejša vprašanja o medijstvu. Ali so duše vedno pripravljene komunicirati? Nikoli ne bomo za nobeno stvar rekli, da smo 100%. Zato je moj odgovor, da duše so v večini primerov pripravljene komunicirati z nami. Ko dobimo mi neko sugestijo, željo, neko usmeritev, da gremo na medijstvo, da na kakršenkoli drugačen način še dopustimo oziroma si želimo sprejeti njihovo sporočilo, pomeni, da so oni v resnici dali nam po neki poti, morda intuiciji, usmeritev, hej, prisluhni mi, poišči pot, da ti lahko predam tisto, kar ti želim. Bodi si iz naših potreb, bodi si iz njihovih potreb. Torej, duše so v večini primerov voljne komunicirati z nami, se pa kdaj zgodi, ne bomo rekli, da ne, da kakšna duša kdaj ni pripravljena komunicirati oziroma ni pripravljena dati kakšnega odgovora, pa vendar imajo tudi za to svoje razloge, ki niso brezvezni. Kakšne informacije lahko prejmem od preminulih med seanso? Med seanso prejemamo najrazličnejša sporočila. Vse od tistih, ki se dotikajo njih, njihovega življenja, njihovih izbir, morda o tem, zakaj, na kakšen način so odšli, pa tudi do odgovorov, ki so za naše življenje. Bodi si kot usmeritev v trenutni situaciji, bodi si kot odgovore, o katerih se dlje časa sprašujemo. Skratka, ogromno nam lahko povedo. Običajno vedno najprej rečem dušam, da naj povedo tisto, kar je skozi njihovo videnje pomembno, da slišimo, kar je skozi njihovo razumevanje, spremljanje našega življenja tisto, kar najbolj potrebujemo v danem trenutku. In tako začnejo duše. Potem pa lahko postavimo še kakšno vprašanje in ukolikor duše dajo odgovor, vam ga predam, če odgovora ni, ga ni. Dotikamo pa se pravzaprav vseh tematik življenja, od najbolj osebnih, poslovnih do splošnih, skratka, karkoli je. Namreč duše, ki so odšle nazaj domov, naši ljubljeni, so ravno tako živeli to življenje. Ga pa z druge strani vidijo bolj objektivno, marsikaj razumejo, vejo drugače, zato nam skozi njihov pogled želijo pomagati, da naše življenje tukaj, dokler še potujemo tukaj, je čim bolj lahkotno in kar se da lepo. Ali je komunikacija z dušami varna in etična? Moj odgovor je v prvi vrsti zelo preprost. Zakaj bi duše kontaktirale nas, če ne bi želeli komunicirati in če ne bi bilo to za nas varno? Je potrebno vseeno pazljivost, je potreben etičen pristop, je potrebno biti iskren, z iskrenimi nameni iti na medijstvo, ne z vidika okoriščevanja, ko recimo govorimo o dediščini, iskanju denarja in tako naprej. Če človek pride z odprtim srcem, da bo sprejel tisto, kar bojo mu duše predale, potem je tudi celoten proces dejansko varen in etičen. Z vidika etičnosti bi dodala tudi to. Vere, kulture v veliki meri ne odobravajo komunikacije z dušami, ne odobravajo komunikacije z onstranstvom, tudi z vodniki, angeli in preostalimi energijskimi biti. Ampak, še enkrat, če ne bi bilo etično, če ne bi bilo varno, če ne bi bilo namenjeno, tudi energijski svet nas ne bi kontaktiral. Na moji poti je bilo tako, da so bili oni tisti prvi, ki so stopili stik z mano in mi dali jasno vedeti, da to je moje poslanstvo. Dotaknem pa se še energijske varnosti. Predno k meni pride prva stranka, zaščitim prostor, zaščitim sebe in zaščitim tudi vsako stranko posebej, ki k meni pride. Po končanem medijstvu zaprem kanale, predno stranka odide, to naredim, prečistim prostor in prosim svetlobo, da nas vedno varuje. Kako se lahko pripravim na srečanje z medijem? Na srečanje z medijem se je v resnici najboljše ne pripraviti. Lahko prinesete seboj kakšno sliko, kakšen predmet in v srcu date namero, prošnjo in hkrati zahvalo, s kom želite komunicirati. Tako pokažete duši, da ste voljni prejeti tisto, kar je v njeni nameri, da vam preda. Ostale priprave so nepotrebne.
bolj kot pridete odprti, sproščeni, boljše je, več prejmete. Edino, kar bi pa mogoče res poudarila, je, da ne pridete, ko ste že v šoku, v zelo močnem, akutnem žalovanju po izgubi. Se pravi, da mine tisti čas od odhoda, ko se vi vseeno počutite dovolj čustveno močni, da lahko sprejmete sporočila. Namreč, če smo v krču, če nas je strah, kaj bodo povedali, če nas je strah, kako so, kaj se je zgodilo, je v bistvu tako, kot da je kanal zategnjen, stisnjen in je veliko težje komunicirati. Jaz ne zaznavam samo njih, zaznavam tudi vas. In če čutim težo, je tudi meni težje, ni pretočnosti, ni takšne lahkotnosti, kot bi bila sicer. Tako da vedno svetujem, zagotovo mora miniti pogreb, potem pa tisti čas je odvisen od vsakega posameznika posebej. Ni univerzalnega pravila, koliko časa naj mine. Mi moramo v srcu začutiti občutek, da smo pripravljeni, željo potem, da stopimo v stik z njimi in da smo, kot sem rekla, odprti, da prejmemo, kar je v naše najvišje dobro. Medijstvo z Marijo Verdinek.